jutro. Pri nas je takole. A ni lepo? Ja. Takole sem pa jaz. Evo, se pa sem mogoče strani tudi nisem napačen, se še lepše. Evo, tam nazadnje pa lučka moja, vidite? Si moja. Lucy, se greš pokazati? Pej se pokazati, pej. Povej, kako si bila pridna pa. Dej povej, da znaš šteti. Dej povej, da znaš šteti. Lucy, dej povej, koliko je 3? Lucy, koliko je 3? Dej povej. Koliko je 3? Kažite. 3. Dej. 3. No, dej. 3. Včas je znala šteti, ne moš verjeti. Evo, sorry za premikajočo se sliko, ampak je lepa, Ani. Lepo je, tle pri nas doma. Eni imate doma, eni imamo pa doma, drugje doma. Ne? Ne. Sej vse štima. Ampak tam, kjer se človek počuti doma, je mir pa tako. Ej, vse sort se mi pride na pamet, kaj vse se dogaja, kaj vse v bistvu smo mi pozabljali, kaj je bistveno v življenju in tako. Ful se mi dopade, gradi se ena skupnost, ful mi je všeč, ko se nekateri, nekako se mi zdi vsebine, ki se delijo na Facebooku, tam jaz največ spremljam kolektiv, kaj dela, kolektiv družbo kot tako, koliko se, in moram reči, da se pozna napredek ful. Napredek v smislu, da vsebine, ki jih delite, nimajo več toliko jeze, nimajo ali pa delijo, no, nima več toliko jeze, slabih nazorov, spet nas bojo zaprli, spet bo štala. Ja, nas bojo zaprli, ampak lockdown to je koda, vojaška, koda. Ne, lockdown ni koda. Virus je koda za pedofilijo in cepljenje je vojaška koda za aretacije. In te aretacije, te glavne masovne, se pričakuje, da se bodo naredile v lockdownih. In lockdowni oziroma alarmi se že prižigajo v določenih deželah, v določenih državah in določenih mestih. A ne? In tudi mi pričakujemo enkrat ta EBS tudi pri nas. EBS je Emergency Broadcast System in mi bomo tle deležni tega, da se umaknemo stran v svoje domove, bom rekel v hiše, zdaj pa se bomo mogli res v domove, ne takole luftati po naravi, ki se grem zdaj v tem trenutku, oziroma bomo mogli ostati tam, kjer smo, da bo vojska prišla in uredila, kar je za urediti in odpeljala, kar je za odpeljati. Nujno potrebno je to narediti, zaradi tega, ker kot vidimo, lažnivci, prevarantje, ali pa z eno besedo, narcisi, imajo za sabo lažna in prevarantska dejanja. In tudi davki, tudi bančništvo, tudi zavarovalništvo, vse to je kraja, legalna, kao kraja. Tudi Ponzijeve sheme vi ne smete ustvariti. Ampak živimo v Ponzijevi shemi, saj pa zavarovalništvo pa bančništvo ni nič drugega kot Ponzijeva shema. In Ponzijeva shema je prepovedana, ker je kraja direkt, ampak ta cel sistem deluje na Ponzijevi shemi. Vam pa pravijo, ne smete, ker je pač prevarantska. Ne? Mislim, kaj tacga. Ampak okej. Zdaj, mi smo skontali že pred časom, da sistem ne bo preživel tako, kot je no more. Gotovo je. Game over, sem jaz rekel že večkrat. Game over je game over. In to pomeni, da je sistem naredil zakonodajo, sistem je naredil prepovedi in omejitve, sistem vam zaračunava vodo, sistem nam vsem krade na vseh nivojih. In to vemo nekateri že ful časa. Zdaj eni se ne morejo verjeti, pa Turčič pa ne moreš kar iz sistema kar izstopati. Ja pa ja, ne dam nič nobenemu, kaj nakažite mi na račun, kaj zdaj moram pa račun izstavljati, klinc, pa jaz tega keša, ki v bistvu ne, da ga zahtevam. Ja, zdaj ga zahtevam, ker sem rekel, če se vam zdi, dajte mi nakazati, ni noben nakazal, ne, pa tako čist majhen procent. In vidim, da treba z ljudi spult. Zdaj izgleda, kot da sem vam spulil. Ne, prav je, ker ste dali naprej, tudi s tem, tudi to sem hotel nekako opravičiti, teh 17 usranih evrov, niso usrani, krasni so. Ampak, a veste, ni zdaj tle, da bom se jaz obogatel. Zaradi tega, ker ste dali
tistih 17, oziroma z napitnino sem celo dobil 20, um, je link je vaš, vi ga podejte naprej svojim ljudem. Za njih ste vi plačali. Ni ideja v tem, da zdaj vsebina ne gre naprej. Tudi vsebino bom jaz odklenil, vsem jo bom dal javno, a njih 14 dni zamika, najmanj. Da boste mi vi povedali, če se s tem strinjate, se bom v mailih vam vse napisal. Ideja je v tem, da se ceni, kar se dela. Če bi jaz naredil zdaj pa poseben zamašek za na flašo, kjer bi vi točili vodo, pa bi sedel v vrtinc, kar ga tudi bom naredil, a ne, da ne bo pomote. Če bi imeli izdelek, bi rekli, ok, to je kar v redu, ne. Zdaj, ko pa rečem video, je tudi izdelek, pa ljudje ne razumejo, ne. Je pa, zdaj pa kaj, pa bi mi pošiljali, ne vem, liter slivovke, pa ne vem, če pijem Laško Union, mi pobere 20 minut, da ji rečem, da je pober, se mi ne rabiš mi dati nič, pa pejt kaj, ker si bila. Tako moram zelo biti oster, ker narcis se ti prišraufa čist noter v zadnjo poro. In tle vas probam naučiti, da morate biti previdni, ker vas bodo scuzali. Cuzajo pa zaradi tega, ker je zdaj prišlo tako, da recimo mene ne morejo več, pa Jožeta tudi ne morejo več, pa Mihaele tudi ne morejo več, olala, kaj pa je še ostalo? In oni takoj, ko najdejo vir, torej človeka, ki je source za njihov energy, oni, ki ga najdejo, ga začnejo na vse možne načine, a ne, spraviti ne na visoke, mi moramo visoko vibrirati, oni ti pa dvignejo pritisk, pa živc, dio mio. Skratka, ne jim dati, vaš mir je vaš mir in to je tisto, kar se čuva, to je tisto, kar vam razlagam ves čas, dajte zastopati, da mir je tisto, kar je naše primarno stanje, ne pa nervoza. In samo narcizem in narcisi in sistem so tukaj zato, da dvignejo dekel, da vam vzamejo energy, ker vi ga imate, oni pa ne. Se zastopimo. Mi bi te narcise ozdravili. Bi jih, zato ker želimo dobro vsem. Ne enim ja, pa enim ne. Dobro želim vsem. Tudi to je naravno stanje, da si pomagamo drug drugemu. Naj si bo z informacijo, naj si bo dati roko, naj si bo dati znanje, naj si bo dati mir, naj si bo dati objem, pogled, poljub, jaz ne vem, dati. Dati tiste stvari, ki nič ne koštajo. Objem ne košta nič. Ljubezen tudi ne. Tudi zaračunati se jo ne da. Ne moreš je pa vzeti. Na silo pa ne. A ne? Tudi na silo jaz ne morem nobenega poriniti svoje ljubezni. Lahko jo samo pokažem, dam pa sem in nima tarife, oziroma, ko se že reče, valute. Ja? In v bistvu mir je vaša nova, energy je vaša nova valuta, ker ko sestaviš ti mir, pa sebe daš v balans, pa postaviš integriteto, potem postaneš nepremagljivi bojevnik. No way! Jaz sem pripravljen se tudi glasno zapeti. S kom zapeti, mislim, ker mi ljudje, včeraj mi je en zagrozdil, kar na gobec. Skočil mi je 3-krat v besedo. 4. sem pa rekel, pa kaj s tabo? Mislim, taka bedarija, ne bom čist celega dogodka, ampak taka bedarija. In pa, kaj boš ti, ne, kaj? Tam na gobec pa boš videl. Saj ko da boš. Te bom jaz pa v šesih s tem gobcem, preden mi ga razbiješ. A je prav? Da ne bom tle še drugim ušesom povedal, kaj imam zapovedati, ko sta svoj gobec. Tako da moš pohitati. Kaj boš videl? Kaj bom videl? Tvoja grožnja, tvoja primitivnost že zdaj vidim. In je bila tišina in se je pobral in je šel. A ne? A veš, jaz se ne ustrašim in ne se ustrašiti, ker noben vam ne bo nič naredil. Tu so samo gobci. Pes, ki laja, ne grize. Tu se nisem jaz spomnil, vi pa tudi že vse veste. Pa kaj sem že gledal, sem pa šel. Vsi vse vemo. Res je. Jaz ne povem pravzaprav nič tazga, kar vi že ne bi vedeli. Ja, ker vse, kar potrebujete v življenju, ste že prinesli s seboj. Ja, mene je ful zanimivo, ko mi ljudje pravijo, v bistvu ti ne bom nakazala, veš, ker jaz v bistvu že vse vem, ne. Tako da ne bom. Je pa ful dobro te poslušati, ampak že vse vem. Ja,
Ja, saj na glas vam povem, nič novega. Sam pozabili pa ste. In ko vas spomnim, rečete, a ja, si res, ja, prvo res. Tako je to, tudi jaz, ko sem se učil, izobraževal ali pa gledal življenje, pa ne vem, bral modrosti, se pa kaj do za na modrost, tudi tako samoumevno. Drži. Ampak se je treba tega tudi držati, tega, kar veš, je treba tudi živeti, a ne? Živeti v kontekstu biti ljubezen, dati ljubezen, biti visoko vibrirajoč. Visoko vibrirajoč pomeni, da imaš takole kocine kar v eno do konca, ne? Upam, da jih tudi vi imate in da se zavedate in da kadar se pojavijo kocine, jih probajte vzpodbujati, da ostajajo. Probajte ta občutek. Takrat, ko se kocine dvignejo, se zgodijo zaradi tega občutka. In ta občutek probajte vi vzdrževati še malo naprej, a ne? Dajte si še boljšo glasbo, pa kaj dobra kava, ga kakšen sonček, ne? Jaz sem prejle, ko sem zagledal sonce, ki preletelo, ne, sem prav skočil ven, ne. Drugače sem že od 15 do 5 sem prve slikce delal. Pa tudi naredil sem Buy Me a Coffee portal. Tle, preden sem kavo skuhal, kavo imam v kozarcu, ne, ura je pa, koliko je pa zdaj ura? 6:46, ali še eni še spijo, pa oni bodo pa znali očitati, ko bom popoldne per naročil, da Lego Turšiča, zdaj sem sedi pa pije, pa nič ne naredi. Cel dan klikam, pa tipkam, pa baterije filam, čaržam, mislim, pazi, vaš prispevek meni pomaga delati vsebine še boljše, ker valjda moram kupiti podatke, moram podatkovne, mobilne podatke, pa moram imeti powerbank, pa moram odprti account tam, pa moram narediti spletno stran tam in vse te stvari koštajo. In te vi delate. Ne, vi jih samo suportirate, jaz jih bom pa naredil. In naredil na tak način, da jih boste vi delali dalje. Mi vsi bomo gradili. Ni ideja, da jaz tle lapam. Ideja je v tem, da smo mi družba, da mi funkcioniramo. Zato bomo imeli piknik, zato da bomo funkcionirali, da vidimo, kaj je vibracija, da vidimo, da se zavedamo vsi skupaj, kaj je moč ljudi. Jaz že dolgo časa nisem bil v družbi ljudi, kakršno sem sam. Da nas je, bom rekel, 30 ali pa 50, pa da se mi zmenimo nekaj narediti. Ej pa ekipa moja, ulala. Ko sem do sem prišel, bom dodal to, kaj je ekipa, kaj je skupnost. Začel sem nekje že s tem v štartu videa. Dopade se mi, ker jaz natresem precej materijala, a ne, in se tudi nekje pol bi nekdo rad imel ver. In zdaj jaz ne napišem vsega sam. In zdaj pa ne vem, od kje sem jaz to dobil, ne vem, kje sem skopiral tekst, se mi zdi super, dodal sem slikco, da jo imajo ljudje za prepoznavnost, ker koncu ta MTK zdaj postaja neke vrste brand. Ampak ja, MTK je pač MTK zdaj. In je smiselno, da je moja slikca pa tekst gor, s katerim se jaz strinjam. To je, kot da bi se podpisal, jaz pa rekel, bravo, delim, ker je to pravilno. In delimo si vsebine, valjda si jih, ker si jih moramo. No, in nekdo hotel imeti ver in mi je frendica, ena zelo ljuba oseba, že dala odgovor, link, evo ga. Ne? In se kot to je to. Preden bi jaz najdel, bi rabil 10 minut, ona je pa to naredila v minutki, ker je pa glih slučajno ta članek videla in je dala odgovor in stvar zaključena. Seveda, jaz sem se odzval narobe, nič nisem narobe, vse sem prav naredil. In sem rekel, hvala, ker mi čuvaš hrbet. Hrbet, kad je treba koga braniti. Ne. Všeč mi je, da je pomagala njej dobiti ver, ki ga je že potrebovala ta ženska, zelo pomembna informacija, odkje ti ver, ne? Ne, sem zelo občutljiv na ta ver, kurčev. Če je informacija prava, je prava, pika, stop, nekdo je napisal, ti moraš zavibrirati in to je to, stari. Če ti prebereš, da se vse zgodi v pravem času in prebereš ta članek, stari, a je važno, kdo ga je napisal? Ne. Dejstvo je, da je to res. Zato, ker, a se spomniš? Ja se. Mi vse že vemo. To so samo reminderi, se reče po angleško, opomniki. Hotel sem reči, da mi je the best, da če se najdejo situacije, da nekdo nekaj išče, pomagajmo drug drugemu. Mi smo ekipa, neustrašni smo, ni močnejšega od nas, kadar smo mi. Zdaj, tle se je zgodila še ena situacija,
ker ljudje priporočajo, poglej si ta film, preberi si uno knjigo, pa to si preberi, pa uno si preberi. Jaz preberem tisto, kar želim, seveda sem zelo, zelo, zelo vesel, če dobim nek strnjen, da nekdo reče, stari let, tole se mi zdi super stvar, za res dobra. Mi gre pa na živce, ki mi pošiljajo stvari stare 100 let. Mislim, jaz sem o Agarti že vse prepredelal, pa o ravni zemlji tudi. Ne upam se še tle biti pameten, bom si sranja naredil, ker nima veze, ker ne vem, kakšna je. Ba je trikotna, evo, da je Merkaba. A veste, kaj je Merkaba? To je v bistvu piramida. Ne? Da je v bistvu zemlja piramidasta. Evo, zdaj si pa pomagaj. Ne? Na vrh je ravna, dole pa pojdem piramidasta. A je to res? Ja, ne vem, jaz to nisem videl. A je ravna? Ne vem, jaz to nisem videl. A je okrogla? Ne vem. Ampak fizikalno pa ne štima. Tako, čisto tako. Pa pustimo, glih tako je treba paradajza zaliti. Glih tako je treba vodo piti na tej zemlji, pa zmer teče dol, pa zmer se polije na naravnost. Nikoli se na žogo ne polije ona, jaz ne vem. Slišim tle neko životinjo? Ne. Ne, ni. Kaj sem vam še hotel reči? Ne vem. Se mi zdi včasih čas čist drugače teče. Sem mislil, da zdaj že pol ure govorim, lepo je šele 15 minut. Bom pa pogledal, kaj sem vam hotel reči. Ker si jaz stvari tudi kaj zabeležim, ne. Aha, vem, še to sem hotel. Ja, kako imam lepo slikco, ja. Evo, lega. Ta je po mojem najlepša slikca, levo. Tu imam jaz to zadnje na telefonu, drugače se vidi. Vidiš ga. Lev, ki se tako, kater svet budal. Kater svet budal. Čakaj, nekaj sem hotel o skupnosti. Dio mio. Tako mi pride misel, pa pozabim. Aha, okej, ja. Preberi to, preberi ono. Tako. In jaz pravim, ne, ekipa, ne več nič brat. Nič ne rabite brat. A veste, zakaj ne? Zato, ker morate živeti. Živeti. Kaj pomeni živeti? Jaz sem tlele parkiran, šotor imam postavljen že 2 meseca pa pol. Prej sem bil pa brez šotora na 14 dni. Ne? Tamle čez sem dobil svoj zadnji preboj. Tlele, kjer imam šotor, je energetska točka non plus ultra. Sam ne za vsadzga. To je moja energetska točka. Tukaj se jaz počutim dobro, ne dobro, vrhunsko, ne vrhunsko, nebeško. Kaj čem vam reči? Dajte živeti tam, kjer se počutite vrhunsko. Če greste radi ob reko, pejte večkrat, pejte skozi pejte. Tako, kot sem rekel, če iščete kocine, ta feeling morate vi še, in slej ko prej ga boste znali vi usred vsega šundra priklicati ta feeling. Ja? Tega se moramo navaditi. In mene, sicer me fukne, stera me ne. Stera me ne fukne več noben. Ampak mi probajo dvigniti dekel in zdaj jaz se odzovem nazaj jasno, razločno in ne me jahati. Nemudoma. Včasih sem bil tako toleranten, jo pa sej pa ne ve, pa ovo, pa ono. Točno vejo, kaj želijo. Točno vejo, da želijo dvigniti dekel. Ne jim dati tega. Pejte živeti. Kaj pomeni živeti? Sled se majico pa but v vodo. Used se v avto pa bejš na morje. Used se na ruzah, da je naravno, pa bejš v gost. Jo pa ne moreš. Kaj moraš? Satanu moraš delati, pa iti na tlako. To moraš. To misliš, da je life. Da ga moraš živeti. Ne, to je njihova ideja, kaj življenje naj bilo bi. Pa ni. Življenje je Kekčeva zgodba. Življenje je Kekčeva pesem. Bojevnik, neustrašen, zvedav, vesel, navihan in pripravljen pomagati. Razumite tega Kekca, on ni bral, ne vem, Fantomskega jaza, pa Celestinske prerokbe, pa jaz ne vem, teh knjig on ni bral. Tudi Biblija ni bral, ker ni rabil, sam živo je, ko ptičica. Tudi ptičica živi, tako ko se zagre, pa ne bere ničesar. In tudi moli ne. Ona poje.
Jaz ne vem, najbrž je pa hvaležna, kad čopne unga črva ali pa uno seme, pa reče, the best sem se najedla. Pa to je ta hvaležnost. Ne, da je samo umevno, da govtaš. The best sem se najedel. Dobro je bilo. Pa to je ta hvaležnost. Pa ne rabite pa reči, hvala ti veseli Bog, ker sem dobila krv za vse obilje. Ne, ne. Moraš pa začutiti, da je the best hrana, top stari. Zdaj sem se nažrl, zdaj moram se bo kar malo nazaj nasloniti. Ja, to je life. Ne pa, da zgovtaš pico pa sendvič, ne tanko letiš od službe A do službe B. Ja, pa turšiš ti lahko, zato ker pa si tak čuden umetnik. Ne, jaz sem se odločil, da bom se odlimal in bom naredil pizdarijo velikanko. Ja, jo bom. Tek je počelo, sploh ne veste, kaj je še odzadaj. In naredili bomo skupnost za znort lepo. Veselo, krasno, ni ideja v tem, da jaz imam kaj več, pa da me boli k za vse ostale. Daleč od tega. Jaz želim dobro vsem, zato pa se gremo te stvari, da široko ljudje lahko razumejo, kar je za razumeti. In imajo zaradi mene, kdor nov pride, ima še vedno vsebin, 80 videov, veš kaj je to, 8 krat pol ure, koliko je to? Koliko je to? 80 ur, 40 ur? Ne, jih je več. Jih je več. 100% jih je več, ker jaz sem jih pa mnogo, nekaj videov sploh še nisem naložil, jih pa mogar še bom, moram jih poiskati. Moram vam tudi reči, če sem 300 giga materijala, veš, to moraš nekam spraviti, ti rabiš nek disk za to, ne? Pa tudi, če češ uploadati, moraš kar imeti neko povezavo, pa moraš imeti občutek, da je slikca prav, pa naslov, pa podnapis, folk ni našteka, stari, folk misli, da to kar samo pride. Pa moraš to podeliti, pa pošerati, pa tam si se zmotil, 2 črke si narobe napisal, pa cela štala, stari. Mail sem napisal, tako da sem dal eno piko preveč. Kakšna štala? Mislim, dajte logično razmišljati, tudi jaz se zmotam lahko, ne. Ok. Shit ko happens, ne. Tako da sem hvaležen temu življenju in sistemu, da me je naučil biti hiter pri YouTubeu, biti hiter pri tipkanju, da znam razumem malo artificial intelligence, kako zadnji dela na Facebooku algoritmi, pa kako na YouTubeu algoritmi, pa kako dosežt koga, pa kaj so ključne besede, pa kaj to pomeni. Ampak vsekakor jaz imam eno milijardo črk napisanih in tu in tam in sem in ke, ni milijardo, sem premalo rekel. In ne morem imeti več vsega v glavi, zato tudi neko razumevanje, če imaš 2 posta na mesec, pol ni nič takega, da bi zdaj mogel biti ful. Če jih pa objaviš 5, pa imajo vsak post moj ima smisel, pa moraš biti malenkost bolj hiter. In to hitrost boste vsi dosegli, se morate dati noter. Najbolj mi gre na živce, ko folk pravijo, jo pa ne znam zdaj tebi nakazati za 11 evrov. Ma stari ne rabiš, pa se itak vse vem, ne rabiš, ni to fora, ne rabiš mi krasti 10 minut časa, da jaz, ni tu fora, da jaz rabim zaslužiti, jaz rabim investirati naprej, evo. In še hitrejš bodo še stvari. Vsak dan hitrejš in plesali boste in vriskali, boste videli. Lepo nam bo, še bolj kot nam je že zdaj. Ker kdor pravi, da je slabo, si je sam kriv. Ja? Zato, ker skromnost je lepa čednost. Tlej, v gozdu iz kozarca pijem, včeraj sem pil tlej iz tega vodo, pa pol bevando, zdaj kavo, pol bom čaj. En kozarc imam in za sabo bom pustil smeti nič, ker jih nimam s sabo, jih tudi prinesel nisem. Ne? Zato, ker nisem kupil vrečke paradajza, ne? Valjda sem ga utrgal tam iz rastline in tu vse bio, eko, ampak to je ta skromnost. Jaz ne rabim tle žret ful, jaz rabim čist mal. Čist mal, nasploh v življenju rabim čist mal. Zato, ker se hranim s hrano, ne s junk foodom. Pica, pa dunajski zrezek, pa pomfri, tudi ena stvar nima, tudi enega vitamina. A se zavedate vi to? Ja, jaz sem pa tamle zeljnato solato, pa domač fižol je noter, pa domač česen, pa čebula je pa iz Hofra. Evo, to čebulo sem pa kupil, nimam. Sem še celo tako rekel, da tist, ki nima 17 evrov, pa ne zna nakazati, poštar zna pripeljati tudi gajbo krompirja, a štekaš, ki se ga rabim, ne, ki ga nisem posadil, ne. Mislim, sej bi ga, pa so mi nivo vzeli narcisi, kaj čem zdaj. Nič, pa tukaj enega placa, ne. Mislim, čim pa posadiš neki, pa kaj tu tle sadiš, tu ni tvoje, ne. Zdaj, tle bomo travo, imamo za pokositi, zato ker dobimo subvencijo za travo, ne boš ti zdaj tle krompir sadil. In tudi ta sistem tako glupo nastavil, ne, sej jaz verjamem, da ljudje nevede suportirajo sistem.
bolj je problem, ki jim razlagam, da to počnejo, in rečejo, kaj pa češ, ne? Ja, moram enega cepiti, če ne, pa ne bom plače dobila. Ja, špago boš dobila pol, zato ker delaš genocid. Se zavedamo, ljudje bodo mogli iti na špago. Nekateri se bodo sami, nekateri ne bodo zdržali te visoke vibracije. Že zdaj jim je bedno do amena, ker so se udali v usodo. Jaz pa ne znam klikniti, pa ne bom kliknil. Jaz pa ne znam videa posnet, pa ne bom posnela. Jaz pa ne znam tako hitro razmišljati, bom pa neumen do konca. Jaz ne morem pomagati. Pomagam lahko sem z nasveti, živeti morate sami. Vse prav, vse že živite, že pijete več vode, že stopate bosi, že se predajate sončku, že devate sončna očala dol, jih ne uporabljate, že ste začeli metati stran šampone pa žajfe, že pazite, kaj jeste, že ne jeste več 6-krat na dan, pa ste skozi lačni, ker ni point tam, point je tle gor in tle gor dogaja. In mi je nora fora, folk mi pravi, Turšič, ti si narkoman, ti si pribit, ti si zadet. Se ti zdi. Turšič tudi lahko spije kozarc vina. Tudi liter vina. Ampak jaz ga zmešam z vodo. Tako da je deci vina, pa 4 deci vode. In jaz spijem liter vina. Koliko sem spil tekočine? Jaz sem spil 4 litre vode, pa liter vina. To je bilo s tistim vinom popoldne, pol večer. Ampak dopoldne sem pa že 6 litrov vode oddrsal. Pa vi? Pa folk? Spijo 4 pere, pa meni gleda v kozarc. Olala. Jaz pa prebit. Jaz to čas, ko sem pil tisto vodo, malinovcu, jaz rečem. Sem jaz potipkal na kompjuter, na telefonu, potipkal stvari, da jih majster v enem letu ne stipka. Ker sem jih jaz v tem času, ko on trdi, da sem prebit. In piše, da prekomerno uživanje alkohola škoduje zdravju. Čakaj, kaj piše? Od kdaj pa sistem skrbi zame? Od nikoli, ker on bi me ubil. Je pa nevarno za njega, za sistem, če jaz pijem. Zaradi tega, ker skontam kaj, pa bolj pameten ratam, pa bolj pogumen. A ne? Kaj niso ljudje, ki so prebiti, ko so fudbrihtni. Sem k njim agresijo butne. Ja, pa špirit tudi ni ta prava stvar. Viski ni nobena pijača, s Coca-Colo pa sploh ne. To so promovirali, ne, to ja. Viski, kola, to so v promocijo dali, pa Red Bull vodko tudi, skratka 2-krat strup. Haložan v imenu ima hel, zelo, hel, kaj je že, pekel, ne? Haložan. Haložan zapit. Janževec. Soncem obsijan. Jeruzalemčan. Ja, Ljutomerčan. Če drugačne, na polico, ko kupujete hrano, tista, ki je svetle barve, je ta prava. Tista, kar je dark, črna, temno plava, kombinacija črno-bela. To niso naše kombinacije. Oni, Masoni, imajo kombinacijo teh šahovnic, črno-bele kocke, ploščice in tako boste opazili te stvari, ki jih boste opazili, da je vsaka cerkev, tudi velika ima te ploščice, tako kot v zastavi, hrvaški je pa rdeča-bela. To je čista Mason scena. In te stvari, se pravim, temne stvari ne pijte in ne jejte. S police daleč vidite, kaj morate pa jeti. Tako da, meni se zdi, da bi baterija šla. Ja, šment. Ekipca. Vse pol urce. Ekipca, rad vas imam, pa ne sem jaz. Ljubljeni ste in smo od entitet, ki skrbijo za nas, da dvigujejo vibracijo in so pomagali razfukati ta sistem. In v bistvu ga ne razbijajo dobesedno, samo izpostavili so resnico, da pride na plano, kaj je dejansko bilo res, a ne, kaj je bilo narobe. In na ta način se sistem razpada. Hvala jim, ful. Zdaj resnica, kaj so počeli, je tukaj. Ta glavno resnico, kdo ste, pa veste vi. Poiščite jo, iščite jo, najdli boste pa tako, da jo boste živeli. Ne rabite knjige brati, ni čarobne paličice, pejte, čof v vodo, čof v gost, hop,
predvsem delajte stvari, ki jih počnete radi, tiste občutke probajte pojačati in se boste imeli kocine stalno po koncu. Aj prav, to je tisto, kaj hočete ves čas. To je to. Uživajte, ljubljeni ste, pa se vidimo kmalu. Floating Castle Festival je ta vikend. Najjačji festival. Jaz grem pa nekam drugam, se mi zdi. Nima veze, vse je super, uživajte v tistem, kar počnete najrajši. Jaz imam rad vodo, pa zdaj, ko sem spremenil astrološko znamenje, nisem več riba, sem pa ribič, mislim, da mi bo voda super prav prišla. Pa taka, da ima malo še minerale noter. Ajde, držite se, čau. Vi tudi v vodo, pa pite jo, pa not, pa vse razelektrite. Sej sem vse že povedal. Ajde, čau.